Živijo, tokrat se vam javljam kar s prehoda, ker vas bi rada prav lepo povabila na svoj 7-dnevni izziv petja manter. Verjetno ste kaj že zasledili po mojih profilih. Skratka, od 14. do 20. aprila se bom na YouTubeu ob 10. uri premierno vsak dan vzela čas za vas, da skupaj spoznamo mantre in jih tudi zapojemo. Zato sem se pa odločila predvsem, ker bi rada z vami delila res te pozitivne učinke petja manter. Meni osebno so zelo pomagale pri, bom rekla, vzpostavljanju ravnovesja v sebi, miru v sebi. To vsi rabimo, dan danes sploh. In tako kot je recimo sprehod v naravi, bom rekla, negovalen, blažilen, ko poslušate ptičje petje, se vam zagotovo zviša vibracija, lažje se vrnete vase, začutite to, bom rekla, višjo zavest in lažje zadihamo. In tudi pomlad je, prebuja se naša duša, torej lažje, globje zadihamo lahko v nov dan, v nove začetke. In to vse so zvoki, ki torej dobrodejno vplivajo na vas. In rada bi, da začutite tudi moč dobrodejnih zvokov, kot so mantre. In ravno zato sem za vas pripravila ta izziv. Tako da vabljeni, da se mi pridružite. Predvsem pa vam bi rada sporočila, da vsi tisti, ki slišite besedo petje in mogoče takoj začutite kakšno blokado v smislu, jaz pa ne znam pet ali pa nimam posluha, že od malega mi govorijo, da to itak ni zame, da nisem talentiran in tako naprej. Vabim vas, da že v tem trenutku spustite to omejujoče prepričanje, ker resnica je povsem drugačna. Ne glede na to, v kaj so vas prepričali ali pa ste sami sebe prepričali, resnica je ta, da v bistvu imamo vsi pravico do petja, da imamo vsi to v sebi. Seveda ne pomeni, da bomo zdaj vsi profesionalni pevci in nastopali pred množico ljudi, ampak kljub vsemu imamo vsi v sebi moč lastnega glasu. Naš glas je unikaten. Vsak posameznik ima unikaten glas, ki, če ga uporabljate, seveda, lahko dobrodejno vpliva na vas, na vaše notranje počutje, na vaše notranje stanje, na vaše zdravje, pravzaprav na vsa področja vašega življenja. Poglejte ptice. A se ptice sprašujejo, če lahko zapojejo? Ne. One zapojejo. To je njim naravno stanje in v resnici to velja tudi za ljudi. Ne pozabite tega. Tako da naj vam, bom rekla, ta omejujoča prepričanja ne vzamejo poguma, da se lotite tega izziva ali pa si zapojete vsak dan kakšno pesem, ki se vam je usedla v srce, ali pa samo zažvižgate. Vse šteje. Vaš glas je vaša moč.